5. Govor poglavarja betlehemske judovske shodnice in odgovor dečka Jezusa. Ponesrečen motilni poskus starega domišljavega farizeja. Potem se je obrnil poglavar na mene in rekel: kaj ne izvedeti hočeš od nas čim bolj natančno vse podatke in dogodke tistega pomembnega rojstva v Betlehemu? Odgovoril sem: s tem si pa kar lepo prihranil vas trud in vse delo, kajti meni je vse to tako podrobno in zares poznano, kakor nikomur od vas. Po vsem, kar se je zgodilo v Betlehemu, želim od vas izvedeti le, ali in v kakšni povezavi z izpovedmi prerokov, in sicer z izpovedjo Izaije, ugotavljate te dogodke. Za to gre in za popolnoma nič drugega, moje starešine. Poglavar iz Betlehema je dejal: ja, ti, moj dragi, mili mladec, glej, s tem zahtevaš od nas stvari, katere ti moramo dati ali težko, ali pa zanje sploh nismo sposobni. Je že res, da je najti med izpovedmi preroka Izaije o onem rojstvu, ki se je zgodilo pred 12 leti v Betlehemu, v nekem hlevu, kraj, katerega je opisal tudi nek prerok, nekakšno nezgrešljivo povezavo in jo je lahko celo najti. Ampak, ljubi moji, kolego, tega se je najbrž... Ljubi moji, koliko tega se je najbrž že bilo pripetilo v času preroka Izaije, pa od Emanuela osebno še vedno ni ne duha, ne sluha. Judeja je bila tako rekoč že večkrat brez kralja in tudi že marsikatera devica je rodila pri Betlehemu dečka v kdo ve kakšnem hlevu že. Včasih že celo ob, čeprav samo naključno, velikih zelo opaznih dogodkih, ki pa predstavljajo sami po sebi izključno kakšen naraven dogodek. Slabiči in praznoverneži so znašli in to izkoristili ob pomoči dobičkaželjnih prerokovalcev iz Indije in Perzije in vedeževalcev iz zvest, katerih pri nas ni še nikoli primanjkovalo. Poznavajoči izročila o prerokih so takšne posebne priložnosti stalno uporabljali za oznanjanja z zaresnimi z zares preroškimi izrazi na obrazih slepim Judom, kako se je nezmotljivo rodil v svetu nadejani Mesija. Toda čas, neizprosen rušilec vseh človeških del, pripovedk, pesnitev, je potomce vedno znova poučil, da je temu drugače in tudi, kaj je boljše. Vse se je potopilo v globino pozabe, brez dna, in do nas ni prišlo nič drugega, kakor prazne pravljice, v kar največji možni zmedenosti. Izpovedi prerokov so skrivnostne slike, katere bodo ljudje še na stotine let gledali, vendar jih bo to na tej zemlji težko razrešilo kakšno ljudstvo. In glej, ti, moj dragi deček, prav tako je tudi s čudežnim rojstvom pred 12 leti v Betlehemu, kraju, katerega še predobro poznam, ki je prav zato, ker so o njemu delali preroki toliko hrupa, okoli katerega vedno rojijo vsakovrstni čarovniki, prerokovalci in vedeževalci iz zvest. Če se ne bi morda karkoli zgodilo, kar bi lahko uporabili v lastno korist, rojstvo pred 12 leti je bilo veletok na njihove izsušene njive. 3 magi iz Perzije so za svoje darila, katera so poklonili devici, dobili od pastirjev v povračilo množico ovac, telet, krav in volov, zaman niso naredili svojega potovanja, tega se dobro zavedam, in šele 12 let je tega in že se nihče več ne spominja tiste zgodbe. Da mi ti iz Galileje, dežele zanesenjakov, znova postrežeš s to zgodbo, me niti najmanj ne čudi, kajti Galileja je bila vedno dežela zanesenjaštva, zato so jo že predniki označevali kot deželo, iz katere ne more priti pravi prerok. S tem, moj mili mladec, upam, da si na tvoje tako imenovano uvodno vprašanje dobil cel odgovor.
Prav možno je, da bo Jehova nekoč trenutno zelo tlačenim Judom prebudil junaka, ki jih bo zopet povzdignil v svobodno ljudstvo, ampak kakršne so dane razmere, sedaj o tem ni niti najmanjšega izgleda. Kako bi moral junak izgledati in od kje bi moral priti, da bi se lahko kosal z neznansko močjo Rimljanov? To se bo morda zgodilo enkrat po 1000 letih, če bodo slučajno postale vse svetovne sile obenem z Rimom rahle in slabotne. Ampak sedaj pa še dolgo ni izgledal in tvoje uvodno načeto vprašanje prihaja očividno v modrino zraka. S čemer hočem povedati, ukvarja se z ničevnim, prihaja od tod tudi v popolno ničnost. Si končno na jasnem glede uvodnega vprašanja? Spregovoril sem. Ja, če meriš vse za mero tega sveta, imaš morda prav. Ampak tukaj je potrebno vzeti samo duhovno mero, o kateri pa, kot izgleda, nimaš pojma. In tako si mi kljub tvojemu izkušenj polnemu odgovoru konec koncev na moje uvodno vprašanje odgovoril toliko kot nič. Kajti, ko bo prišel Mesija, ne bo ustanovil osnovno, ampak duhovno državo na zemlji. In to kraljestvo se ne bo končalo na vekomaj. Tako kakor je tudi prerok Izaija prerokoval o prihajajočem Mesiji. Kaj pa je duhovna država na zemlji? To ni država z zunanjim bliščem, ampak se mora razodeti v notranjosti človeka in človek, ki bo prispel v to zaresno Božjo državo med ljudmi na zemlji, ta bo v jaresi živ in ne bo ugledal smrti, niti jo bo čutil in okusil v večnosti. Kakor so o tem prerokovali David, Danijel in Izaija. Če pa je zadeva za obljubljenim Mesijo takšna in ne more biti drugačna, kako in zakaj naj bi bilo tisto nadvse čudežno rojstvo v Betlehemu tako popolnoma nepomembno? Bog je tistega otroka čudežno zaščitil pred morilsko Herodovo roko. In otrok dan danes živi, seveda skrajno umaknjeno in je v polni posesti moči, ki zapoveduje vsem prasnovem, kar zmore sam Bog. Nihče se ne more skriti pred njim, če pa se on skrije pred ljudmi, ga ne more nihče najti. Dokler se ne pusti sam prostovoljno najti. Nikoli se ni učil brati in pisati in kljub temu ni na celem svetu pisave, katere ne bi znal brati. In piše v vseh jezikih in je spreten v vseh spretnostih, ki sploh kjerkoli na svetu obstajajo. In ima moč, pred katere trepetajo gore in mogočne cedre priklanjajo svoje krošnje do tal. In zdi se, da celo sonce, mesec in zvezde ubogajo njegovo voljo. Kar vam s tem pripovedujem, ni nikakršno pretiravanje, ampak popolna jaresa od črke do črke. Če pa je torej točno tako in nič drugače, potem menim, da bi bilo z vaše strani vredno truda pozanimati se o tem in poleg tega pogledati v prerokih. Če se Izajeva prerokba ne ujema z omenjenimi otrokovimi starši, z otrokom samim, z njegovim rojstvom, s krajem rojstva, časom, sedanjim krajem bivanja otroka in še takole z marsikaterim znamenjem, katerega je že doslej pokazal. Ta sama po sebi nepomembna zadeva naj ne bi ostala popolnoma neopažena z vaše strani svečenikov, modrecev, pismoukov in starešin ljudstva.
saj zasedate tisto mesto v družbi, od katerih mora pričakovati ljudstvu javna razglasitev prihoda njemu obljubljenega Mesije. Za mojo pravico govorjenja sem drago plačal in nihče nima pravice mi zapovedati molk. Tukaj stoji rimski sodnik. Samo njemu pripada takšna pravica. Ne bi se skliceval na sodnika, če me ne bi v toku mojega govora neki starejši, zelo domišljav farizejec opomnil, naj molčim. Kajti to naj bi bile stvari, o katerih razsojati nek mlečnozobi svinjski pastir iz Galileje vseskozi nima nobene pravice. Ampak sodnik, ki je v celoti držal z menoj, je farizejca resno opozoril zaradi njegove grobosti in mu ukazal, naj se v njegovi navzočnosti več ne oglasi s takšno nizkotno gospodovalno govorico. Kajti moje naznanilo čudežnega dečka, stanujočega pri Nazaretu, je za Rimljane pomembnejše kot pa njihova docela obrabljena, že prozorna judovska šara. Suho je vrgal farizejcem v obraz. Vaš nauk je bolj kot katerikoli drug na celi zemlji potreben celovite prenove, ker se drugače zaresno ne bo obdržal niti nadaljnjih 50 let. Kajti v kakršnem stanju sta danes vaša veda o Bogu in vaše bogoslužje, so v primerjavi z njima rimske bakanalije zaresno sonce, čeprav predstavljajo kot čaščenje nekega višjega božjega bitja pravi izrodek človeškega uma. Ti pa, dragi deček, kar govori pogumno naprej, nobenega lasu ti ne smejo skriviti, kajti v tebi je zgleda več razuma, kakor v tem celem templju. Zato le nadaljuj z govorom, moj mili deček.